Lepo pozdravljeni na webinarju Vodje kot največje tveganje ali največja zaščita organizacije. Največji izziv organizacije namreč niso nujno spremembe, pritiski, zahtevani cilji, ampak način, kako vodimo organizacije. In vodje lahko vsak dan oblikujejo okolje, ki lahko krepi ali zmanjšuje sposobnost ekipe. In na webinarju bo predavateljica magistrica Vanessa Čani predstavila, zakaj se sodobno voditeljstvo premika od razvoja vodstvenih veščin k upravljanju organizacijskega zdravja. Naj še povem, da se webinar tudi snema in vam bomo kasneje tudi poslali video posnetek, ki pa bo na voljo tudi v naši spletni knjižnici Akademije Zelena Slovenija, tako da dobrodošli, da ga delite tudi naprej med vašimi zaposlenimi. Prav tako lahko postavite svoje vprašanja v chat, na katera pa bomo kasneje odgovorili pisno, ali pa nas tudi kasneje še kontaktirate za kakršnekoli informacije. Preden gremo na samo predavanje, samo en opomnik oziroma spomin o Zeleni Sloveniji. In sicer Zelena Slovenija vključuje nabor različnih aktivnosti, stebrov, dejavnosti, med katerimi je tudi revija ESG, Okolje, družba, upravljanje, kjer objavljamo aktualne informacije, članke, dobre prakse z tega področja. Potem je trajnostno svetovanje po konceptu One Stop Shop, torej vse na enem mestu, kjer pripravljamo tako politike, strategije do poročila o trajnostnosti, predlagamo področje komuniciranja, izobraževanja in pa izvajamo tudi različne projekte po meri naročnika. Potem je področje trajnostnega poročanja po različnih standardih, kot so ESRS, tudi GRI in pa VSME ali pa po kakšnih drugih okvirih. Potem je steber varnosti in zdravja pri delu, kjer gradimo stičišče znanja in dobrih praks, in razvili smo tudi diagnostično orodje za presojo psihosocialnih in drugih tveganj z tega področja. Akademija Zelena Slovenija, v okviru katere izvajamo različne webinarje, izobraževanja, tako za širše udeležence, kot tudi prilagojene delavnice za sama podjetja. Potem je zeleno omrežje, ki združuje že skoraj 400 različnih organizacij, podjetij, fakultet, inštitutov v prizadevanjih za trajnostni razvoj in omogoča tudi nenehno informiranje oziroma delitev dobrih praks. Potem je portal za trajnostni razvoj, kjer lahko dnevno spremljate aktualne novice z področja ESG, tako z področja zakonodaje, kot tudi z področja različnih praks in analiz. Zbirka Zelena Slovenija, v okviru katere je izšlo že več strokovnih okoljskih publikacij, pripravljamo pa tudi nove e-publikacije, o katerih vas bomo kmalu tudi obvestili. Izvajamo tudi analize LCA in izračunavamo ogljični odtis, pomagamo pa tudi podjetjem pri implementaciji krožnega gospodarstva in uredbe o embalaži in odpadni embalaži, tako imenovane PPVR, v poslovne procese, kar je trenutno zelo aktualna tema. Preden predam besedo Vanessi, pa samo še nekaj o našem novem programu za voditelje, o vodenju dvojnega horizonta. Gre za zelo aktualen in sodoben program za vodje, ki je zasnovan za tiste vodje, ki ne želijo le hitreje odločati, ampak želijo odločati tudi bolj zrelo, bolj odgovorno in tudi bolj človeško vzdržno. In zato je izhodišče programa zelo preprosto, torej da prihodnosti ne ustvarjajo samo strategije, samo tehnologije, temveč notranja kapaciteta ljudi, ki odločajo. In zakaj smo razvili ta program? Organizacije so namreč danes pod velikim pritiskom časa, kar vse pogosteje opažamo, vse se namreč odvija hitreje, vse mora biti bolj učinkovito in so tako lahko pod velikim pritiskom. Vendar pa hitre odločitve niso vedno tudi zrele odločitve. In zato program odpira vprašanje, kako lahko vodje sprejemajo neke odločitve, ki niso samo učinkovite, ampak so tudi odgovorne, ki niso samo tehnološko napredne, ampak so tudi človeško vzdržne, odločitve, ki niso samo skladne z nekimi cilji, ampak tudi z vrednotami organizacije, in nenazadnje tudi, da niso samo kratkoročno koristne, ampak dolgoročno krepijo samo organizacijo. In samo osrednje vprašanje programa ni najprej, katera orodja potrebujemo za to, ampak kdo mora postati vodja, da bo organizacija sposobna ustvariti prihodnost, ki si jo želi. In na ta način s programom premaknemo fokus od zunanjih rešitev
k notranji zrelosti samega voditeljstva. In tako v bistvu vodja prihodnosti ni samo upravljavec določenih sprememb v zunanjem okolju, ampak je nosilec notranje kakovosti samega odločanja. In kaj združuje ta program? Gre za model dvojnega horizonta, ki povezuje dva ključna pogleda, in sicer zunanji in pa notranji horizont, kjer nam zunanji horizont pokaže na to, kaj prihaja, tako z vidika tehnologije, umetne inteligence, regulative, konkurence, tveganj, trga. Notranji horizont pa nam pokaže tisto, kaj mora ostati, ne glede na te zunanje spremembe, kar je v bistvu, da še vedno je tukaj človek, da je pomembno ohraniti dostojanstvo, vrednote, odgovornost, zaupanje in namen. In v bistvu to res zrelo odločanje vodje nastane tam, kjer zna vodja povezati oba ta dva horizonta, torej tako zunanjega kot notranji horizont. In kaj nam pove zunanji horizont? Zunanji horizont nam torej pove, zakaj se moramo spreminjati, in opozarja nas na to, da se organizacija ne more več razvijati po nekih starih vzorcih, kajti umetna inteligenca, avtomatizacija, tudi spremembe trga, različne zahteve, tudi s področja ESG, tveganja in hitrost razvoja konkurence spreminjajo same pogoje poslovanja. In tako je ključno vprašanje za vodje, ali se torej organizacija odziva dovolj hitro, ampak tudi ali se odziva dovolj strateško in dovolj trezno. Poglejmo še notranji horizont, kaj vključuje, in sicer odgovarja na vprašanje, kako se moramo spreminjati, in sicer postavljen v središče samega človeka, torej hitrost sama po sebi ni dovolj, če izgubi pri tem vlogo zaupanje, dostojanstvo, odgovornost in tudi smisel. In zato program pomaga vodjem razvijati notranjo orientacijo, ki varuje samo to kakovost odločanja tudi pod pritiskom in tudi pod spremembami zunanjih okoliščin. In kako se ta dva horizonta med sabo povezujeta? Torej pomembno je, da šele ko se ta dva horizonta povežeta, pride v bistvu do prave moči tega samega programa, in zunanji horizont pokaže, zakaj je sprememba potrebna, notranji horizont pa pokaže, kako to spremembo izpeljati odgovorno. In tako je v bistvu ključna vloga vodje, da ta pritisk sprememb ne prinese neposredno na ljudi kot nek kaos, ampak da zna to na ta način v bistvu prenesti, da to pretvori v neko zrelo, jasno in človeško vzdržno smer. In kaj program razvija pri vodjih? Razvija 3 ključne sposobnosti, in sicer jasnost, zrelost in vpliv. Torej pri jasnosti pomeni, da zna vodja razumeti zunanje signale in razločevati bistveno od nebistvenega. Zrelost pomeni, da zna odločati tudi pod pritiskom, ne iz neke hitre reakcije, ampak iz odgovornosti. Vpliv pa pomeni, da zna ustvarjati zaupanje, kulturo in tudi dolgoročno odpornost organizacije. In poglejmo še, kakšna je vsebina programa. Sestavljen je iz 10 modulov, ki vodjo postopno vodijo od samega razumevanja lastnega notranjega odziva do tega, da potem to prenese v samo organizacijsko prakso. In na začetku se začne pri vprašanju, kako se vodja odziva na svet, ki se spreminja, nato pa se odpirajo teme notranje kapacitete, vrednot, komunikacije, moči in tudi odločanja. Na koncu pa se zaključi še z vodstvenim laboratorijem, kjer lahko vodja te konkretne odločitve pogleda skozi model dvojnega horizonta, ki smo ga pogledali prej, torej ta zunanji in notranji, in to poveže z neko realno prakso organizacije. Torej priporočljivo je nekako, da gre vodja čez vseh teh 10 modulov, ampak lahko pa se v bistvu izberejo tudi posamezni moduli za razvoj vodij, tako da in se potem tudi lahko nadgrajujejo. Tako da, če želite več informacij, smo vam z veseljem na voljo, da vidimo, kakšne so možnosti sodelovanja. Tako da zdaj pa predajam besedo predavateljici Vanesi.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli na našem webinarju, ki je zame izredno zanimiv. To je tema, ki me priteguje, ker vidim aktualnost v dnevnem življenju, je pa tudi strokovno en tak velik izziv in verjamem, da se bomo vsi tako ali drugače v prihodnje še skrbno s tem soočali. Torej, danes imamo v fokusu vodje in če pogledamo na hitro, te kratke slikice, te majhne zlaganke, vidimo, da imamo vse sorte vodij, takšnih, ki sami okvirijo svojo sliko, od nedobudnih do takih, rečemo, malo odštekanih, vizionarskih, do zelo skrbnih, natančnih, iskrivih, vse sorte, Torej, danes pa gledamo v tej luči, ja, seveda, vodje imajo različne značaje, karakterje, strokovne sposobnosti, ampak danes je pa luč usmerjena v ta segment pogleda, da so lahko največje tveganje ali pa največja zaščita organizacije. Kaj seveda mislim po tem? Zakaj torej govorimo o voditeljstvu? Je tle kaj novega, tle je preštevilo enih raziskav, enih takih in drugačnih knjig, coachingov. V zadnjem času se pa ugotavlja tudi, da so to pravzaprav osebe v organizacijah, ki, čeprav nas to morda lahko preseneča, lahko velika slepa pega organizacij. Pa si rečemo, zakaj? Pravzaprav merimo marsikaj v organizacijah, torej upravljanje s tveganji je sestavni del, že tradicionalni del upravljanja, odgovornega upravljanja z organizacijami. Zato je to finančno tveganje sestavni del, našega poslovanja. Operativna tveganja skušamo čim bolj obvladovati. Okoljska tveganja, skladno z zakonodajo, kakovost, dobavne verige in še in še in še. Veliko manj sistematično pa pogosto merimo notranjo kapaciteto organizacije, pravzaprav se sploh sprašujemo, kaj bi to naj bilo. Vsak ima neko svojo kapaciteto, individualno, se pravi notranjo kapaciteto moje potrpežljivosti, moje kapacitete razmišljanja, moje kapaciteto fizične dejavnosti in tako naprej. Kaj pa je ta notranja kapaciteta organizacije? Pravi zmožnost obvladovanja izzivov, izzivi so pa seveda delovanje pod pritiski. In največji vpliv na to kapaciteto ima kakovost vodje oziroma voditeljstva. Torej, trajnostno voditeljstvo, kaj to pravzaprav pomeni? V današnjem kontekstu bi lahko rekli, da je upravljanje 3 dimenzij kapacitet. Po eni strani je to strateška kapaciteta. To nam je jasno, Vedno se vodja vpraša, ali vemo, kam gremo. Jasno je, da mora biti pred nami strategija, čim bolj ambiciozna, cilji prodorni, zmagoviti in potem jasnost prioritet, kaj bomo med številnimi nalogami izbrali kot najpomembnejše. Potem imamo organizacijsko kapaciteto. Torej, ko imamo to strategijo, vemo, katere cilje moramo doseči, seveda rabimo sistem, kdo bo to dejansko izvedel. Poleg vseh ostalih vidikov, ki jih pač organizacijska kapaciteta vključuje, so pomembni tudi kultura, način, kako stvari razumemo, kako se obnašamo, kako ponotranjimo. Izredno veliko govorimo v zadnjem obdobju tudi o zaupanju, kajti to je področje, ki, če obstaja v organizaciji, odpira številne dodatne dimenzije kapacitete določenega kolektiva. Vemo, kaj recimo ena mala skupina v neki akcijski, recimo, misiji, če rečemo, reševalci, gasilci, kaj vse zmorejo, koliko presegajo individualne napore, ampak ko drug drugemu zaupajo, ko rečemo, dam življenje zate, To je ta dimenzija, ki sprošča, da je ta kolektivnost toliko večja kot samo vsota posameznikov, kar, kot rečemo, odpira polje dobrega sodelovanja.
Od tu pa pridemo na notranjo kapaciteto. Ali imajo, to je naš fokus današnji, a ne, voditelji in potem seveda tudi drugi zaposleni, notranjo moč za primeren odgovor na pritiske. Tu nam iz številnih takih in drugačnih raziskav, tudi psiholoških, psihiatričnih in drugih dimenzij, sporočajo številni kazalniki, da je ta kapaciteta oseb tudi na vodstvenih položajih precej načeta, da z raznimi pripomočki, substancami se ohranja na vizualno tako atraktiven način, v notranjosti, ko rečemo, a ne, za oblačilom, za podobo, pa je marsikaj zelo krhko. Zato menim, da je izredno aktualno, da se o tem pogovarjamo, da je to odprt, relevanten pogovor in da se dejansko tudi pogovarjamo o načinih, kako to notranjo kapaciteto spodbujati in krepiti. Tu se pogovarjamo o tem, kdo dejansko sem, ne samo v svoji vlogi kot vodje, ampak kot oseba, kot moja notranja posebnost osebnosti, a ne, ki mora biti trdnejša od samo moje trenutne pozicije, kakšna je v bistvu ta trdnost moje varnosti nad kognicijo, na moji čustvenosti, v mojih odločitvah, v globokih prepričanjih, kdo sem, od kod prihajam, kakšen je moj namen, a ne, kakšna je moja vizija in seveda odpornost, ko govorimo o številnih pritiskih. Torej, kapaciteta pomeni tudi kapaciteta za stalno prilagajanje. Razlika današnjega časa je nič novega pod soncem generalno, ampak da se ti pritiski kopičijo in povezujejo. Torej, da ni časa, da najprej izvedemo en vidik transformacije in se potem lotimo drugega, ampak različne spremembe, včasih zelo razburljivo velike, potekajo sočasno. Če omenim samo nekatere, a ne, digitalna preobrazba, to je nekaj, kar je sedaj prioriteta praktično v vseh organizacijah, podjetjih, uvajanje umetne inteligence, rečemo, če nismo že zdaj zverzirani na tem, že zamujamo, kakšne stvari nam vse omogoča, katere vidike odpira, prilagajanje poslovnih modelov tudi kot odgovor na zgornji dve dimenziji, pritiski na produktivnost, na pomanjkanje ključnih kapacitet in potem seveda povezano, a ne, z vključevanjem drugih kultur, jezikov, navad, vedenjskih vzorcev v naše okolje. Generacijske spremembe nikakor ni mogoče spregledati, ki prinašajo neke nove vrednostne sisteme, drugi načini razmišljanja, vključevanje v delovne procese. Potem so podnebni in širše regulatorni premiki, tako da tega je še in še in še. In v bistvu organizacije danes ne potrebujemo samo dobrih načrtov, a ne, gre za zmožnost kapacitete, da se to uveljavlja. In tu pridemo do enega takega termina, ki ga poznamo na drugih področjih, tako imenovani skriti dolg, a ne. Govorimo o skritem dolgu do narave, do okolja, skritemu dolgu do investicije, torej prihodnjih razvojnih načrtov. Tako je tudi kratkoročno, a ne, z uveljavljanjem določenih kratkoročnih ciljev lahko odpiramo skriti dolg organizacije z vidika notranje kapacitete. Torej, vsi vemo, a ne, če hočemo kratkoročno živeti, se razvijati, dosegati rezultate, pomeni, da na ta način ustvarjamo dolg na srednji in dolgi rok. Kratkoročno smo seveda lahko boljši, z dodatnim pritiskom, uvajamo več nadzora, lahko smo odvisni od določenih ključnih posameznikov, ki jih seveda na polno angažiramo, lahko celo uvajamo neko herojsko kulturo, kjer hočemo na ad hoc velike razvojne kazalnike, skokovito rast dosegati, imamo stalna prioriteta, nujno.
Ampak ta notranji dolg se kopiči, ker vsak individualno rabi neko regeneracijo, tako rabijo tudi odnosi, tudi perspektiva, a ne, na določene poglede. Če smo samo mikro vključeni v določeno izvajalsko hitrost, potem nam manjka neke kritične distance in smo lahko izredno učinkoviti v smeri, ki gre napačno, a ne. In pravzaprav zelo uspešno delamo stvari, s katerimi si lahko sami spodkopavamo svoj koreninski sistem. Torej, kasneje se ta dolg enkrat prej ali slej izstavi in ga je treba poplačati, a ne. V tem primeru skozi izgubo tega poglobljenega znanja, ki je povezan tudi z modrostjo odločanja, utrujenostjo sistema, ker sistem pregoreva, manj je inovativnosti, ker je manj sproščenosti za delovanje zunaj okvira, počasnejše odzivanje, vsi vemo, a ne, če pretiravamo v aktivnosti, smo manj vitalni, potem za kakšne nove izzive, padec zaupanja, ker potem seveda od preutrujenosti se kopičijo lahko nesoglasja, ki lahko prerastejo v konflikte in tako naprej. Torej, ali res ustvarjamo rezultate, ki jih kaže naša letna bilanca, naši letni izkazi, ali pa so ti rezultati kakorkoli, a ne, ukradeni z vidika prihodnje sposobnosti ustvarjanja rezultatov. Se pravi, lahko dosežemo našo libido, hkrati pa izgubimo ključne kadre, ker so pregoreli, ker ne zmorejo ali pa nočejo, ne vidijo smisla v takem načinu dela, uniči se lahko ali pa vsaj razrahlja zaupanje, ustavi inovativnost in ustvari kulturo izčrpanosti. Torej, to naše vprašanje, ali je bil rezultat res ustvarjena vrednost ali samo prenos stroška v prihodnost. Torej, ko delamo strategije, seveda želimo, da so pametne, da so ambiciozne, jasno strateške, a ne, da dosegajo cilje, na katere smo ponosni, a ne. Vse imajo svoje strateške cilje, kazalnike, potem je pa treba poskrbeti še za izvedbo, za akcijske načrte, digitalne rešitve, ESG usmeritve, ESG, se pravi okolje, družba, upravljanja. Ampak jasno, življenje se ne izvede samo, torej iz računalnika se ne izvede ali iz papirja samo po sebi. Torej, ravno ta prenos pa pomeni veliko tveganje, če ni pravega sistema, da se to uresniči. Torej, ta prostor tega tveganja, o katerem govorimo danes, tu je kultura, tu so vedenja in vsakodnevno odločanje. Torej, strategija res določa smer, kultura pa določa hitrost in tudi ceno izvedbe. In ko rečem ceno izvedbe, v našem kontekstu ne mislimo samo na te ekonomske metrike, kazalnike, poslovanja podjetja ali organizacije, ampak tudi to ceno v človekovi kakovosti bivanja, medosebnih odnosov, dolgoročni zmožnosti sistema, da deluje, ne tako, da se samo sebe uničuje. Torej, vprašanje ni samo to, ali imamo pravo strategijo, ampak ali imamo torej organizacijo, ki jo lahko izvede. Torej, tu pa vidimo, da je voditeljstvo ena izmed ključnih dejavnikov tega poslovnega tveganja. Ker vodje vsak dan vplivajo, koliko informacij pride do odločanja, kako hitro se rešujejo problemi, ali ljudje prevzemajo odgovornost, so opolnomočeni, ali sodelujejo med sabo, ne samo v oddelkih ali pa znotraj, a ne, določenih mikrookolij, ali zmorejo neko širšo sodelovanje, zmorejo širšo sliko, ali organizacija uporablja znanje zaposlenih, tudi modrost odločanja. To so v bistvu vsa ključna vprašanja. Torej, tu je voditelj v vlogi ali ojačevalca ali pa tega, ki blaži pritisk
Torej, vodje pritiskov pogosto ne ustvarjajo. No, čisto iskreno jih tudi lahko, a ne? Se pravi, z lastno nervozo, z lastno koleričnostjo, kar je pogosto, a ne, zelo blizu karakterne lastnosti marsikaterega voditelja, se ustvari lahko še dodaten pritisk. Ampak roko na srce, poslovno okolje ima res brezštevilno dnevnih zunanjih in notranjih pritiskov. Torej, vodje sami seveda ne ustvarjajo tržnih sprememb, ne ustvarjajo regulative, tudi ne tehnoloških premikov, vendar imajo pa ta ključni del pri tem, kako organizacija te pritiske predela, kako jih sama absorbira v neko odločitveno vedenje, na kakšen način se bo na pritiske odzvala. Torej, voditelj je uresničevalec ali blažilec pritiskov. Torej, enak zunanji pritisk lahko v dveh organizacijah povzroči popolnoma drugačen odziv. Torej, v eni več sodelovanja, več inovativnosti, hitrejše učenje, zaradi tega, ker voditelj ta pritisk v sebi razume in predela, hkrati pa tudi prenese na svoje sodelavce kot na priložnost, kot na nekaj, kar bodo zmogli s skupnim delom. V drugi je pa ta pritisk razumljen kot napad, kot ogroženost, kot nekaj, kar človeka obremeni, stisne in ga lahko tudi dela ranljivega. In seveda namesto več sodelovanja, obrambno vedenje. Kdo je zdaj tu ogrožen? Če bo treba zmanjševanje števila zaposlenih, kdo je prvi na udaru? Se pravi, namesto več sodelovanja, dajmo si pomagati, pogledati, kako z drugim lahko sodelujemo, da prinesemo višjo dodano vrednost, a ne, se vsak nekako obrne proti sebi in želi obraniti svojo pozicijo. Iskanje krivcev, kdo je zdaj kriv, ali imamo premalo poslov, ker tržniki niso opravili svoje delo, morda zato, ker se vodstvo ni pravočasno prilagodilo, ali je tehnologija, ker nismo se pravočasno prilagodili, ne? Zapiranje informacij, ker to, kar bi lahko koristilo vam, vam ne povem, zato ker se sama branim za svoje pozicije. Potem je seveda tu izgorevanje, čim skrbim za obrambo, igram vlogo krivcev, a ne, za druge, zapiram informacije, seveda to osebo zelo izčrpava in to je dodatna potem še izpustna točka, a ne, energije, namesto da bi jo usmerjali tam, kjer je potrebna. Torej, razlika pogosto ni v pritisku, gre za praktično lahko identično okolje, ampak je v notranjem sistemu. Zdaj tu psihološka varnost pride izredno močno v naš fokus in tu bi rada izredno močno poudarila, da psihološka varnost ni povezana tako močno s korelacijo udobja, ker marsikdo lahko reče, aha, ne, če imaš pa visoko psihološko varnost, pomeni pa pravzaprav hodiš v službo kot na počitnice, ne? Da ti je udobno, da se od tebe ne zahteva veliko, da nimaš nekih ciljev, s katerim bi moral napredovati, a ne, da si vedno v coni udobja, nikoli ne narediš nekaj, kar bi pomenilo nek notranji premik, rasti, da nekaj premagaš v sebi, v okolici. Tu ne gre za ta vidik psihološke varnosti, ampak sposobnost videti realnost. Se pravi, ena največjih napačnih predstav je, torej, da je psihološka varnost eno izredno prijazno okolje z zelo nizkimi stopnjami zahtevnosti. V resnici je to ravno nasprotno, a ne? Organizacije z visoko psihološko varnostjo ne smejo biti manj ambiciozne. Pogosto so bolj zahtevne, ker lahko govorijo o resnici.
Psihološka varnost pomeni, da lahko zaposleni opozorijo na tveganja, ne da jim je potem kakorkoli, da jih je strah, sram, da imajo občutek negotovosti, kaj se bo zgodilo, zaradi tega, ker na nekaj opozorijo. Lahko povejo drugačno mnenje, se lahko strinjajo ali ne strinjajo s komerkoli, seveda je to stvar potem kulture izražanja. Lahko kadarkoli prizna napako. Se pravi, vsi delamo napake in ravno kadar se kaj zgodi, če je psihološka varnost v organizaciji, je ravno to hitro, neboleče priznanje napak tisto, ki omogoča hitro popravljanje določenih stvari in ravno iz teh napak marsikatera organizacija zmore neko višjo krivuljo učnega procesa, kot če do tega ne bi prišli. Torej, s tem, ko prizna napako, lahko sam, sama ali kdo drug prizna izboljšavo, torej brez strahu, brez ponižanja in kaznovanja. To pomeni predvsem v kompleksnih okoljih. Torej, če vodstvo želi sprejemati samo dobre novice, izgubi stik z realnostjo. Torej, ne gre za to, da smo samo prijazni in se drug drugemu samo smehljamo, hkrati pa prikrivamo nezadovoljstva, prikrivamo kakršnekoli višje želje, ambicije, vse znižujemo, samo to, da je čim bolj udobno, pa ne? To ni ta prava psihološka varnost. Psihosocialna tveganja lahko razumemo kot zgodnji opozorilni sistem organizacije. Torej, ponovno poudarjam, ne gre samo za to, a nam je ugodno, ali nam je prijetno, a se zdaj res samo vedno dobro počutimo. Psihosocialna tveganja so zelo, zelo koristni simptomi načina delovanja sistema. Če so zaposleni pod pogosto visokim stresom, to pomeni, da so najbrž nejasno definirane prioritete njihovega dela ali pa da so procesi, v katere so zaposleni vključeni, neučinkoviti. Lahko je tudi slabša razporeditev odgovornosti in potem seveda povezljivo tudi z nagrado, povezana odgovornost z nagrado oziroma finančnimi potem plačilnimi sistemi. Konflikti lahko kažejo na torej nejasne vloge, pomanjkanje zaupanja, da je fer, da je pošteno, da se lahko zanesem in seveda slabo komunikacijo. Torej, izgorelost pogosto ni samo problem posameznika, ampak je znak, da organizacija dolgoročno uporablja več energije, kot jo je sposobna obnavljati. Psihosocialna tveganja lahko pogledamo kot zgornji opozorilni sistem organizacije skozi vidike zahtevnosti in visoko ali nizko stopnjo psihosocialne varnosti. Ta slika, vizualizacija se mi zdi zelo zanimiva, ker pogosto tako v razpravah z vodji vidimo kar malo ene take nejevolje, a zdaj se moramo ukvarjati še s psihosocialnimi vidiki tveganj, saj imamo že toliko organizacijskih in drugih izzivov, ker marsikdo to razume samo z vidika, zdaj moramo biti bolj prijazni ali pa manj zahtevni. Če želimo, da so zaposleni zadovoljni, moramo biti samo prijazni in spuščati zahteve na minimalno raven, trg je pa zahteven, delničarji zahtevni, skratka, kje je tu ena taka uravnilovka, kje je balans, Pa vidimo, da psihosocialna tveganja ne pomenijo, samo zniževanja ali pa sploh ne zniževanja zahtevnosti ali pa samo vidik prijaznosti. Poglejmo torej, absciso ordinato, se pravi, če pogledamo to spodnjo dimenzijo, ki govori o psihološki varnosti, imamo z leve strani nizko stopnjo in z desne visoko in potem imamo ordinato, kjer je pač nizka stopnja zahtevnost, se pravi delovnih procesov, potem tudi involviranosti in tako naprej, potem pa zgoraj seveda visoka stopnja. Poglejmo te 4 predalčke, kaj nam kaj govori. Torej, če imamo nizko psihološko varnost,
in nizko zahtevnost. Rečemo, je sicer nizka motivacija, premalo razvoja, stagnacija, pravzaprav sem na kavču, hodim v službo, pač nekaj naredim, nisem prav motivirana, nisem zadovoljna, ampak konec koncev mi pa tudi ni nič hudega, a ne. Se pravi, to je preživetvena neka strategija, ko ljudje rečejo, plača mi pa položnica in nič se ne pretegnem, a ne. To ni nekaj, kar bi si želeli ne za individualno osebnost in ne za organizacijo. Če imamo nizko psihološko varnost in visoko zahtevnost, to pomeni, da uveljavljamo kulturo strahu, neugodja, ki lahko tudi na kratek rok prinese določeno kratkoročno učinkovitost, prinaša pa dolgoročno izgubo energije, ker hkrati torej ne omogoča, da se človek odpre, a ne, v vseh teh dimenzijah in da obnavlja svojo kapaciteto. Poglejmo pa ta desni del, kjer ima visoko psihološko varnost. Imam visoko psihološko varnost, ampak nizko stopnjo zaupanja. Torej, po eni strani nisem zdaj čist na kavču, a ne, imam neko, se pravi, neko stabilno delovanje, imam neke dobre odnose, ampak potencial izkoriščam pa zelo omejeno, ne. Nisem več čist na kavču, tudi med službo ne gledam več video stvari, se pravi, sem nekako tudi angažirana, med sodelavci se dobro počutim, ampak hkrati nikakor ne razvijam potenciale, ne stopam iz cone ugodja, lahko rečem neka kultura stabilnosti. Kar si pa vsi želimo, a ne, je pa kultura odličnosti. To pa pomeni, da je seveda visoka psihološka varnost, ampak tudi visoka zahtevnost. Kaj to pomeni? Želimo visoke rezultate. Tudi to pa pomeni, da rabimo inovacije, angažiranost in trajnostno rast. Torej, ja, seveda gradimo, a ne, dolgoročne kapacitete, torej pomeni, da se vzpenjamo. Nismo več na kavču, tudi nismo tam v dolini na nekih zelo udobnih sediščih, torej hodimo, se vzpenjamo, gremo gor, ampak hkrati pa gradimo kapaciteto, motivacijo, identiteto, smisel, a ne, in tudi to pošteno nagrajevanje. Osrednja odgovornost je torej voditeljev upravljanje organizacijske energije. Torej, omenili smo že, kaj vse tradicionalno merimo, a ne, koliko različnih stvari, ampak manj sistematično pa človeško kapaciteto za ustvarjanje rezultatov. To je pa nekaj, kar je pomembno, da se vodje zavedamo, in da hkrati ustvarjamo te metrike, s katerimi razumemo, kakšna je naša kapaciteta in kakšen potencial imamo, a ne. Se pravi, enako, ko vidimo, najlažje primerjamo z vidika potenciala v naši fiziološkem zornem kotu, a ne, če danes zmorem preteči 3 do 5 kilometrov, ampak s sistematičnim treningom in drugimi vajami v določenem času zmorem bistveno več, a ne. In s tem, ko je človek motiviran, stimuliran, vidi, da imajo rezultati smisel, da ima tudi za mene to pozitivne učinke, kakor tudi za skupnost, v kateri živim, potem stopam iz cone udobja, da širim svojo kapaciteto. Torej, če organizacijo stalno jemlje iz kapitala in ga ne obnavlja, smo govorili o skritem dolgu, torej posledice pridejo kasneje. Tu torej jih že merimo, padec zavzetosti, izguba ključnih kadrov, manj inovacij, počasnejše prilagajanje, to so v bistvu vse tiste stvari, ki jih tako ali drugače lahko že do sedaj merimo, pa morda ne čisto v tem kontekstu upravljanja kapacitet. Torej, od mehkih tem do poslovnih kazalnikov. Poglejmo sedaj to nekako povezljivost določenih vidikov. Torej, najprej vodstveno vedenje.
vodja vedno vodi zgledom. Ali s tem, da zgledom vodi tako, da tudi jaz se uležem na kavč in dam čim manj od sebe, ali pa vodja hodi, navzgor in tudi mene motivira, da mu sledim ali ji sledim. Odloča se z jasnostjo in ljudi povezuje in jih ne razdvaja. Potem imamo organizacijsko kulturo. So vrednote, ki jih imamo zapisane, ampak najdemo načine, kako jih potem oživimo v praksi. Gradimo kulturo zaupanja in sodelovanja. Potem so psihosocialna tveganja, katerih se ne branimo, ampak jih želimo spoznavati, razumevati in upravljati kot zelo dragocene, zgodne indikatorje naše organizacijske kulture, naše kapacitete. Se pravi, prepoznavamo, da jih razumemo, jih merimo in če jih umerimo, jih potem lahko tudi upravljamo. Potem seveda to povezujemo z ESG kazalniki, ki je del upravljanja uspešnosti celotnega podjetja. Se pravi, gre za povezovanje ljudi, kulture, dobrega počutja, ESG in rezultate, kar v nekem smislu parcelirano delamo. Pomembno je torej to povezovati v to pomembno celoto. Torej, prihodnost vodenja ni samo razvoj kompetenc, ampak dejansko celovita povezava. Kaj se zgodi, če spregledamo kulturo? Se pravi, lahko rečemo, danes so to neke majhne odločitve, ampak jutri so pa lahko to veliki stroški. Torej, od nekih mehkih tem prehajamo k konkretnim poslovnim kazalnikom. Torej, imamo levi primer in desni. Rdeče, to je nek alarmček, tega si ne želimo. Torej, vodja je nejasen, pri svojem odločanju, z svojim načinom delovanja, omogoča konflikte ali jih tolerira, lahko jih celo sam spodbuja in zato se delovni krogi nepotrebno ponavljajo, kar seveda pomeni dodatno izčrpavanje, večja obremenitev. Ker je večja obremenitev, je večja odsotnost, to že imamo, kar konkretne številke za Slovenijo, za Evropsko unijo, to je že res en tak pomembni finančni kazalnik, ki ni več pod črto, ampak je eden izmed pomembnih tveganj konkurenčnosti gospodarstva, torej višji stroški in nižja produktivnost. Se pravi, vzrok je vedenje, posledice so pa merljive, Se pravi, kultura ni več mehka tema, je poslovni dejavnik. Recimo, lahko je tudi nizka psihološka varnost, kar to pomeni, je manj opozoril, poznejše zaznavanje problemov, večja operativna tveganja, tudi to je v bistvu en tak primer, ki rečemo, lahko gre za neke majhne stvari, način, kako dopuščamo, da se sistem oblikuje, pa ima potem lahko, spodaj, ko vidimo tudi z vidika poslovnih kazalnikov, višje stroške, kar pomeni nižja konkurenčnost. Torej, voditeljstvo je infrastruktura prihodnosti, če takole rečemo, neka notranja kapaciteta. Pritiskov ne bo manj, vedno bodo pritiski, zato bodo uspešne organizacije razvijali sposobnosti hitrega učenja, odprte komunikacije, zdravega soočanja z zahtevami in sodelovanja in prilagajanja. Torej, vodstvo potem ni več stvar samo nekega osebnega sloga. Ko rečem, taka sem, navadite se, to je moj način razmišljanja. Seveda, vsak prinese svojo identiteto in avtentičnost v zgodbo, Ampak gre pa tudi za to, da hkrati s svojim osebnim slogom lahko prinesem bodisi večjo odpornost, lahko pa večje tveganje za celotno organizacijo. In to zavedanje zelo narašča, torej vodje so lahko vir zaščite ali pa to skrito tveganje, ki ne ostane tako dolgo več skrito, pride v konkretne kazalnike.
Vsi večkrat rečemo, ne moremo upravljati stvari, ki jih ne merimo. Torej, dolgo smo voditeljstvo merili skozi letne razgovore, ocene kompetenc, zadovoljstvo zaposlenih. Tudi vprašanje prihodnosti ni samo zdaj, ali so zaposleni zadovoljni, ampak ali organizacija razvija te sposobnosti, te kapacitete, ki jih potrebuje za prihodnost. Torej, merimo, kaj se dogaja za resnico. Zmoremo slišati resnico, resnico govoriti, seveda na kulturen, primeren, spoštljiv način, kaj je z psihosocialno varnostjo, kaj je z jasnostjo, kaj je z zaupanjem, kaj je z konfliktno zrelostjo, kaj zmorem, to raznolikost pogledov interpretirati na zdrav način, ali so to v bistvu težki, nezdravi konflikti, kako je z notranjo energijo, organizacijsko kulturo in izredno pomembno s smislom. Torej, 7 signalov notranje kapacitete organizacije, to je lahko zelo aplikativno za vsakega izmed nas, kjer lahko na individualen način, z hitrimi vprašanji, nekim iskrenim razmislekom ali tudi v dialogu z sodelavci pridemo do kakšnih določenih indikatorjev, ki nam lahko dajo še kakšno nadgradno misel. Torej, resnica. Kako hitro pride realnost do vodstva? To je ena od 7. Ključno vprašanje, ali vodstvo torej izve slabe novice dovolj zgodaj, torej znaki tveganja so, problemi pridejo do vodstva šele, ko se to nakopiči, ko so veliki. Sestanki potrjujejo že sprejete odločitve, se pravi, ni resničnega soočanja mnenj. Zaposleni se samo prilagajajo temu, kar vodstvo reče, želi slišati. Torej, kazalnik je čas od zaznave problema do eskalacije, ta čas je pri neodpornih organizacijah dolgi. Drugo področje, psihološka varnost, torej koliko energije gre za zaščito sebe, koliko sama sebe branim, v celotnem sistemu. Vprašanje, ali ljudje več energije porabijo za reševanje problemov, dejanskih, poslovnih, ali za upravljanje vtisa in krepitev svoje pozicije znotraj sistema, zlasti, če je sistem velik in kompleksen. Znak je torej, nihče ne želi biti odgovoren za napake, zaposleni redko izpodbijajo predloge, prevladuje bolje, da sem tiho, kot da se oglašam, in seveda kazalnik je števila predlogov izboljšav, opozoril, odprtih razprav. V odpornih organizacijah je tega veliko, v manj odpornih, neodpornih pa malo. Tretje področje je jasnost, ki se vprašamo, torej, koliko organizacijske energije izgubljamo zaradi nejasnosti. Vprašanje, ali zaposleni vedo, kaj je res pomembno, torej, če sem vodja, ali to res jasno komuniciram. Znaki tveganja, vse je prioriteta, česa se naj lotim, kar vse hkrati. Veliko je nujnih nalog. Se pravi, stalno živimo pod alarmom, kar naprej je alarmni sistem najvišje prioritete. Potem seveda, ker se dogajajo napake, se stvari vračajo, se ponavljajo, se podvajajo, nejasne so odgovornosti, kdo je za kaj odgovoren, in kazalnik je delež časa porabljenega potem za usklajevanje in popravljanje, ker je izhodiščna jasnost nizka. Smo pri 4. vprašanju. Zaupanje, kako hitro lahko delujemo. Zelo pomembno za vodstvo, ker je nizko stopnja, je strošek. Se pravi, če je zaupanje nizko, potem je treba več stopenj nepotrebnega preverjanja. Kadar je preverjanje del kakovosti, skrbnosti in ima smisel, namen in je potrebno, seveda mora biti. Kadar gre pa za nemotivacijo, nagajanje, neusklajenost, neodgovornost, in je zaupanje nizko zaradi tega, pa pomeni, da uvajamo toliko dodatnih kontrol, ki sicer z visoko stopnjo zaupanja ne bi bile potrebne. Se pravi, koliko kontrol potrebujemo, da se stvari res zgodijo.
Znaki tveganja je potem mikroupravljanje, ker ni dovolj, da jasno skomuniciramo, da se ve, kdo je za kaj odgovoren, ampak treba iti še pogledati in enkrat in dvakrat in trikrat. Potem je seveda počasno odločanje, preveč potrjevalnih nivojev. Kazalnik hitrosti odločanja je ta, ki nam odgovarja na to vprašanje. 5. Konfliktna zrelost. Torej, ali znamo uporabiti različna mnenja? Torej, imamo zdaj dovolj kakovostnih nesoglasij. Se počutimo ogrožene, če nekdo se z nami ne strinja, če ima nek predlog, ki se mu zdi boljši od našega. Torej, odlična organizacija nima manj konfliktov, tako kot dejansko v kvalitetnih odnosih, ni zato, da vedno vsi mislimo enako. Gre za tako imenovane boljše, kvalitetnejše, smiselne konflikte. Torej, konflikti potekajo zunaj sestankov, to so znaki tveganja, ker so konflikti meni za hrbtom, se pravi, ne povem v obraz, ampak širim naokoli, ljudje navzven prikimajo, potem pa tega ne naredijo, problemi se personificirajo, ti si kriv, ti, ne pa kar je dejansko bilo, in kazalnik je kakovost odločitev in stopnja izvedbe. V tem primeru, če nimamo veliko različnih inputov, potem je kakovost odločitev šibkejša, kot če imamo več modrih svetovalcev, kjer lahko določena stvar premislimo z več zornih kotov, kot pa da gremo nepripravljeni na led in lahko seveda tam veselo pademo. 6. Energija sistema. Ali porabljamo več energije, kot jo obnavljamo. Torej, ali rezultate ustvarjamo zaradi sistema ali kljub sistemu. Znaki tveganja. Najbolj sposobni ljudje nosijo vedno več, vedno več, vedno več, vedno več, dokler več ne zmorejo. Tveganje je herojska kultura, samo še to, samo še to, samo še to, samo še to zmoremo, dokler nismo vsi preizčrpani, in stalno gašenje požarov. Se pravi, gre za to, da je nekaj v sistemu, kar ni trajnostno. Torej, kazalnik je seveda absentizem, ker več ne zmorem, fluktuacija, ker ne vidim smisla v takšnem delu, in izgorelost, ker je stalno gašenje požarov tisto, kar seveda izčrpa. Smisel in prihodnost. O smislu seveda govorimo veliko v zadnjem času, ravno zato, ker je epidemija pomanjkanja smisla in potem nihilizem, se brez veze, zakaj se je treba potruditi, tako zelo razširjen. Gre za to, ali je moje današnje vlaganje, današnji napor, današnje izstopanje iz cone ugodja smiselno za prihodnje, razumemo, da je to nek smisel in namen, in v bistvu to je najvišja raven osebnega življenja, odnosa in seveda organizacije. Vprašanje, ali zaposleni samo izvajajo naloge ali tudi razumejo namen in kje je njihov delež v celotnem smislu, v celotni zgodbi. Če mi date samo moje naloge, hkrati pa ne vidim, da sem del celega sistema in da je moj del pomemben za cel sistem, seveda potem izgubim uvid zgodbe, in če nimam zgodbe, je potem to za mene nesmiselno. Znaki tveganja je nizka iniciativa, to ni moje delo, se pravi, pride nekaj drugače, to ni moje, to ni zame, naj nekdo drug. Spremembe se doživljajo kot dodatno breme, ne kot priložnost. Kazalnik je torej zavzetost, inovacija, pripravljena za spremembe. Kadar je tak kazalnik seveda visok, pomeni, da smo odporna organizacija z dobro notranjo kapaciteto, če je pa nizek, seveda je naša odpornost nizka. Torej, rezultat te naše diagnoze, če je organizacija pod pritiskom takšna, da so te ocene teh kazalnikov nizke, smo na tej temni plati. Pritiski so vsepovsod, se pravi, barometer tega našega sistema pritiskov nikoli ni nizek. Ampak kaj pritisk zame pomeni? Pritisk ne razumem kot neko priložnost, ampak kot nek izziv, ampak kot strah, zato se zapiram, manj informacij črpam, manj jim dajem, zato so slabše odločitve, in seveda je negativna spirala, ker potem zaradi tega pritisk še narašča.
Odporna organizacija je seveda tudi pod pritiskom, ni debate, ampak ker imamo nek sistem varnosti, ne razumemo to kot strah, ampak imamo nek odprt dialog, kjer smo se ob teh pritiskih sposobni učiti, ker se učimo, vsi prispevamo svoj zorni kot, zato da so odločitve boljše. S tem seveda ni vedno enostavno, ni vedno lagodno, ni vedno prijetno, je pa varno in smiselno, se naša kapaciteta povečuje in je to potem seveda pozitivna spirala. Torej, kultura je ravno ta multiplikator naše kapacitete. Sedaj pa v tem zadnjem delu našega druženja poglejmo nekaj takih pomembnih misli z vidika transformacije voditeljstva. Ko rečem super, se pravi, si super, da bi bila super človek, in super vodja, pa kaj, če nisem, in pod pritiski reagiram tako in drugače, in ne najboljše, se pravi, imam tudi neko samokritičnost. Torej, voditelj ne ustvarja kulture najprej s procesi, ampak jo ustvarja s tem, kdo je voditelj sam, kadar je pod pritiski. In zdaj danes ne bomo govorili o nekih hitrih, poceni tehnikah, ampak bomo malo trkali na poglobitev notranjega razmišljanja vodij, kako pa lahko vi sami poglabljamo to notranjo transformacijo, zato da ko sem pod pritiskom in izbruhne to, kar je v meni, se lahko ta notranja sprememba dogaja, da potem tudi posledično lahko pod pritiskom sčasoma reagiram drugače. Torej, zakaj sprememba vedenja pogosto ne zdrži? Se pravi, grem na nek seminar, kjer mi pokažejo 2, 3 možne tehnike dobrega voditeljstva, me navdušijo z 2, 3 primeri, inspiratornimi voditelji, in sem navdušena in pridem nazaj in rečem, zdaj bom pa taka in bom to spremenila, Zakaj sprememba vedenja na tak način pogosto ne vzdrži? Se pravi, večina voditeljev načeloma ve, da bi bilo dobro bolje poslušati, da bi bilo super, če bi bili bolj inkluzivni, da bi več ljudi vključevali, da bi ljudi razvijali, ne misli samo na zunanje rezultate, na svojo pozicijo, ampak tudi na ljudi. Tudi to seveda, se strinjamo, da bi bilo dobro stvari delegirati, da ne bi počela vse sama in imela ta superherojski način razmišljanja, jaz moram, od mene je vse odvisno, ampak, se pravi, načeloma se s to kar strinjamo, Toda pod pritiskom človek ne deluje iz nekega idealnega znanja, 6 točk tega, 8 točk tega, 6 primerov, 20 primerov in tako naprej. Dejansko človek začne pri tem, kdo v resnici je in kakšna je moja trenutna kapaciteta kot vodje, V sebi že imam notranje vzorce in zato, ko pogledamo to našo možgansko strukturo, že imam nevronsko omrežje, kjer določene informacije že interpretiram skozi določeno mrežo pomenov, smislov, signalov, kaj je določen signal zame pomeni, že interpretiram, kdaj sem ogrožena, kdaj sem preplašena, kdaj sem razburjena, kdaj sem motivirana, Se pravi, to že nosim v sebi, Zato trajna sprememba voditeljstva ne gre samo, v paraleli z nekimi zunanjimi tehnikami, ki jih poskušam, nekako usvojiti, ampak gre za neko globljo spremembo. Torej, notranji vzorci voditelja, samo par stvari se bomo dotaknili. Ena največjih zmot torej je, da lahko trajno spremenimo vedenje brez razumevanja mojih notranjih vzorcev, kako kaj vidim, kako kaj razumem, iz katerih potem seveda vedenja, reakcije, besede, ta mikroklima, ki jo prinesem v organizacijo, seveda nastajajo. Vodja lahko pozna vse dobre prakse, kot smo rekli, posluša, vključi, delegira, daje povratne informacije, ampak odzovem se pa drugače, iz notranjega straha ali stanja. Ko pride pritisk, se pokaže, ali zaupam,
ali nadzorujem, ali poslušam, ali branim svoj položaj, ali iščem rešitve, ali iščem krivca, ali ustvarjam prostor, ali povečujem strah, a ne? In še, in še, in še. Se pravi, ne gre samo za to, kaj moram delati drugače, ampak iz kakšne notranje pozicije vodja vodi. Torej, organizacije ne spreminjajo samo procesov, spreminjajo vzorce. Torej, če pogledamo levi del, a ne, za neko trajnejšo transformacijo, a ne, gre za najprej to notranje identifikacijo, ki se dogaja intimno, v iskrenosti, če seveda se za to odločimo, a ne. Tu rabimo nekaj ponižnosti, nekaj iskrenosti, nekaj dobronamernosti, da si res želimo neke notranje rasti in spremembe širjenja kapacitete. Torej, z vidika, kdo sem kot voditelj, kakšna je moja identiteta, se oklepam stolčka, je to moja varnost, je to moja vrednost, a ne? Kaj me definira? Kaj verjamem o ljudeh, odgovornosti in zaupanju? Kaj so moja globoka prepričanja? Če so moja globoka prepričanja, a ne, da smo ljudje, človek človeku volk in da sem stalno, a ne, ogrožena na svoji poziciji, potem težje delegiram, težje zaupam, potem bolj kopičim, a ne, odločitve po visoki hierarhiji. Kako se odzivam pod pritiskom? Kakšni so moji vedenjski vzorci? Kaj ljudje ob meni dejansko doživljajo in kakšne rezultate dolgoročno ustvarjamo? Ne mislimo torej samo teh ekonomskih, kratkoročnih, kot smo pogledali na račun dolga, ampak dejansko dolgoročno. Mi imamo en tak obsežen program, 6-urni Inner Works, kjer pač podrobneje razčlenjujemo te dele, če koga zanima, naj se nam z mailom oglasi. Torej, primer dveh identitet. Moje notranje prepričanje, moja vrednost je v tem, da imam vse nadzoru, a ne? Jaz sem na vrhu hierarhije in vse gledam svojo mikrolupo, a ne? Kaj delam? Mikroupravljam, manj dajem odgovornost zaposlenim, več je odvisno od vodje in seveda tistega, ki pa zaupam, preobremenim, ekipa je pasivna. Druga identiteta, torej moje notranje prepričanje, moja naloga kot vodje je, da razvijam sposobnosti drugih. Torej, imam jasen pogled in hkrati gradim zaupanje. Seveda ne prihajamo v idealna okolja, tudi vsi ljudje nismo idealni, pri tem seveda se lahko opečemo, lahko vse stvari, a ne, ki se pač v življenju dogajajo, ampak vodja torej je kot kvas, a ne, in prekvasi, a ne, s časom, s svojim načinom dela, z konsistenco, a ne, z načinom preobražanja svojega okolja, tudi ekipo. Torej, več lastništva, to pomeni, da ljudi opolnomočimo, zato da imajo potem tudi odgovornost, to je pa seveda potem tudi močna organizacija, ki ni stvar samo enega človeka. Torej, identiteta je tista, ki vodi in gre potem za zavestne spremembe, torej ljudje ne sledijo primarno, a ne temu, kar samo rečemo, ampak temu, kdo mi smo. In to so ti trajni rezultati v nas in v okolju. Torej, vodja pod pritiskom dejansko pokaže kulturo. Kultura se nikoli ne oblikuje v idealnih okoliščinah. Se veste, a ne, da globoka prijateljstva ali pa dolgoletne določene stvari se ravno oblikujejo, ker gremo čez določene stiske, čez izzive, ko določene preizkušnje, a ne, takrat se kalijo stvari, ki postajajo globlje. Oblikuje se v trenutkih, ko se dogaja napake, kaj se bomo zdaj požrli, ali bomo vsi se razbežali, ali bomo ostali na barki, bomo zmogli kolektivni duh, a ne, razvijati in jačati med sabo. Ko prihaja do konfliktov, ko gledamo zelo drugače, kaj bomo zdaj s tem naredili, a ne? Se bomo razbežali ali bomo iskali poti, a ne, možnosti, kako lahko to raznolikost plemenitimo v modrejših odločitvah. Kaj takrat, ko so negotovosti, a ne, koliko jih damo skozi, a ne, s temi tržnimi raznimi izzivi,
kaj, ko rezultati niso taki, za katere smo si prizadevali, a ne? Takrat zaposleni seveda opazujejo, kako se odzovemo. Če vodja reče, ne, bodimo inovativni, 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 hkrati pa, a ne, če se nekdo zmoti ali pa gre, a ne, z idejo v neko drugo smer, pa dobi takoj po glavi, je sporočilo sistema ne tvegaj, a ne. Se pravi, vodja lahko reče, želim odprt dialog, a ne, ampak če se pa s čem ne strinjamo, a ne, pa doživi ta vodja to kot osebni napad. In potem seveda razumem, aha, drugič bodi previdna. Se pravi, najmočnejši signal kulture ni, kaj vodja deklaratorno z nekimi dokumenti podpira, ampak kaj se zgodi, ko ne gre vse po načrtu. Torej, vodja ne prenaša samo informacij, ampak prenaša stanje. Torej, pod pritiskom lahko vodja širi reaktivnost, nujnost, strah, obrambnost, krivdo, a ne, se pravi, dajmo se ščititi, a ne, ker je nebes zdaj, ne, lahko pa ustvari stabilnost, jasnost, zaupanje, odgovornost in osredotočenost, se pravi, ekipa lahko uporablja svoje najboljše sposobnosti, tudi ko ne sije sonce, a ne, tako kot je zdaj neka taka idealistična slika veselih ljudi. Se pravi, pod pritiskom, a ne, se ustvari, ko rečemo, ja, so oblaki, ampak nad oblaki je sonce in spet bo posijalo. Torej, transformacija od same zaščite k ustvarjanju vrednosti. Torej, pod pritiskom imamo naravni odziv, vsi, a ne, se pravi, ko rečemo tudi, a ne, možganski ustroj je tako, a ne, če takoj reagiramo pod pritiskom, zaščita, beži, skri se, a ne. To se kaže kot moram imeti prav, moram imeti nadzor, ne smem pokazati negotovost, ne smem narediti napake, ne. To so kompleksni izzivi, ki zahtevajo drugo držo, a ne, če jih hočemo reševati drugače, to pa pomeni, a ne, v življenju mora biti nekaj radovednosti, se pravi, stopim zunaj nekih ustavljenih poti, a ne, marsikdo poudarja, a ne, neko igrivost v življenju, a ne, tudi v poslu, pomeni nove izkušnje, učenje, sodelovanje, odprtost, dolgoročno razmišljanje, se pravi, premik tega trajnostnega voditelja je vprašanje, kako zaščitim pozicijo, da ostanem še en mandat, še eno to in to, ne. V vprašanju, kako ustvarim okolje, kjer lahko drugi, a ne, vsak v kolektivu prispeva svoje najboljše. Torej, organizacija raste do ravni notranje zrelosti svojega voditelja in svojih voditeljev, se pravi tistega, ki je top in seveda tudi sicer voditeljske mreže. To se mi zdi ena taka pomembna misel, katero se lahko kar vsi malo zamislimo. Torej, organizacije prihodnosti ne bodo imele manj pritiskov, razlika bo, kako hitro vidijo resničnost, realnost, kako kakovostno se odločajo v teh razmerah, koliko energije aktivirajo in se potem tudi regenerirajo, kako hitro se učijo in vse to je seveda se začne pri voditeljstvu. Torej, kot smo danes odprli to naše raziskovanje, razvijanje teh miselnih poti, torej vodja je lahko največja zaščita organizacije, lahko je pa to nevidno tveganje. Zakaj je to trajnostno voditeljstvo? Ker trajnostnost ni samo vprašanje vpliva organizacije na okolje, je vprašanje, ali organizacija zna dolgoročno, in o tem govorimo, a ne, ustvarjati vrednost. Ja, potrebuje več vrst kapitalov, finančni, naravni, človeški, socialni, in voditeljstvo je tisto, a ne, ki določi, kako ga porabljamo. Želite kaj več od tega? Imamo še več programov, kot sem že omenila, tudi v nadaljevanju bomo še razvijali to področje, ki je izredno pomembno za osebno rast in uspešnost, konkurenčnost in odpornost organizacij, podjetij, v katerih delujemo. Če želite kakšne dodatne informacije, mi pišite, če ne pa gremo naprej, raziskujemo različna polja, tako z vidika raznih modelov, kot tudi aplikativno v naših življenjih. In na tej poti skupne rasti vas prav lepo pozdravljam.